Četrta sezona risanke Bluey je razburkala celotno skupnost oboževalcev, največji razlog za to pa je en sam prizor iz finala tretje sezone, iz epizode z naslovom Presenečenje. V njej vidimo prizor iz prihodnosti, kjer se odrasla Bluey vrne domov na obisk. Živjo, mami! Ko zazvoni zvonec, starejši bandit odpre vrata, za njimi pa se skriva majhen kužek z igračo za izstreljevanje žogic, prav tako kot je to počela Bluey, ko je bila majhna. Tisti trenutek je celotno skupnost oboževalcev Bluey spravil v popoln delirij. In danes bomo pregledali vse, kar vemo o Blueyni hčerki. Kdo je, kdo bi lahko bil njen oče in kakšna je njena prihodnost. Začnimo s tem, kar je bilo dejansko potrjeno. Ustvarjalec Blueya, Joe Broom, se je pojavil v podkastu in neposredno naslovil skrivnostnega mladička. Rekel je, da bi v retrospektivi verjetno moral narediti mladička bolj podobnega pomanjšani Bluey, da bi bilo tako jasno, da je njena hči, saj so bili nekateri gledalci zmedeni. Toda tukaj je ključna podrobnost. Broom je mladička omenil kot ona, ne on, ona. Ta ena beseda je uradno potrdila, da ima Bluey hčerko, ne sina. In tako je ovrgla vse teorije, da je bil mladiček Bingov otrok ali da je pripadal komu drugemu. Zdaj pa postane res zanimivo. Oboževalci so temu mladičku dali ime Indigo in iskreno, popolnoma ustreza. Indigo zajame značilno barvo njenega kožuha, globoko mešanico modrih in vijoličnih odtenkov. Sledi tradiciji družine Hiller, da imena odražajo videz. Bluey je modra, Bingo ima pike kot bingo kartica. In zdaj Indigo nadaljuje to isto logiko. Eden od oboževalcev je lepo poudaril, da ime vsebuje tudi besedo go na koncu, kar je tiha poklon Bingu. Njeno polno ime, ki so ga izbrali oboževalci, je Indigo Regrat, pri čemer Regrat namiguje na puhast videz njenega povešenega ušesa. To ni uradno ime, ki bi ga potrdila oddaja, vendar ga je skupnost oboževalcev tako zelo sprejela, da je zaživelo povsem po svoje. Zdaj pa se lotimo največjega vprašanja, ki obdaja to celotno razkritje. Kdo je Indigov oče? Preden pa se lotimo kandidatov, pojdimo nazaj k epizodi Surprise, saj so v tisti sceni podrobnosti, ki jih je večina ljudi popolnoma spregledala. Ko odrasla Bluey obišče bandita in Chili v družinskem domu, v isti hiši, ki sta jo skoraj prodala v epizodi Znak. Bandit odpre vrata in ne vidi nikogar. Nato pa zasliši zvok. Zelo specifičen zvok. Zvok izstreljevalca žogic. Bandit je to že doživel. Pogleda dol in tam je majhna psička, ki se skriva za vrati, nabita in pripravljena loviti svojega dedka, točno tako, kot je Bluey lovila njega, ko je bila majhna. Če postavite oba prizora enega ob drugega, mlada Bluey uporablja zvonec, da zvabi bandita v past. In zdaj ta psička počne točno isto stvar, sta prizora praktično identična. Edini razliki sta, da je bandit starejši in da tisti v kostumu ni več Bluey. To je bilo popolnoma namerno. Zdaj pa oče. Dva glavna kandidata sta Jean-Luc in Mackenzie. In Joe Broom, kot smo že omenili, je namenoma oblikoval Indigo kot enakovredno mešanico obeh, da bi vsi ugibali. Ampak poglejmo dejanske dokaze. Začnimo z Jean-Lucom. On je francosko govoreči labradorec, ki ga je Bluey spoznala v epizodi o kampiranju in njuno ponovno srečanje kot starejših likov je bilo resnično prisrčno z mahajočimi repi. Očitno sta bila vesela, da sta se po letih ponovno srečala. Ampak tukaj je težava. Jean-Luc živi v Kanadi. Bluey živi v Avstraliji. In vemo iz epizode Znak, da si cela družina Hiller ni mogla predstavljati, da bi zapustila svojo ulico, kaj šele svojo državo. Poleg tega, čeprav imata Jean-Luc in Indigo podobne vijolične odtenke dlake, je zelo malo drugih fizičnih podobnosti. Rep, gobec, ušesa. Nobena od teh značilnosti ne kaže močno na Jeana-Luca. Zdaj pa se pogovorimo o Mackenzieju. Tukaj pa postane res zanimivo. Če pogledate Mackenziea kot mladička v vesoljski epizodi in ga primerjate z Indigo, so podobnosti težko spregledati. Oba imata puhasto dlako na licih. Oba imata eno uho pokonci in eno uho spuščeno. Indigov gobček je veliko bolj podoben Mackenziejevemu kot Blueyjevemu. Njuna repa pa sta izjemno podobna, oba puhasta, še posebej na konici. Toda fizični dokazi so le del zgodbe, saj serija že zelo dolgo tiho gradi odnos med Blueyjem in Mackenziejem. V epizodi Sadni netopir, ki je šele 8. epizoda celotne serije, se Mackenzie pojavi v Blueyjevih sanjah. Takrat je edini, ki ni družinski član, ki se tam pojavi. Nato v epizodi Lajajoči čovni Bluey in Mackenzie izrečeta popolnoma enak stavek ob istem času. Winton se takoj pošali, da se bosta poročila. Oba se nad tem pritožita. Navsezadnje sta stara komaj 6 let, a potem vstopi Kalipso. In čeprav tehnično razlaga odnos med kapetanom starejših otrok in Mio,
to, kar pove, velja prav tako za Blueja in Mackenzieja. Občutki, ki so tiho rasli in jih ni več mogoče zadržati. Na koncu tiste epizode dve majhni ladjici zaplavata ena proti drugi in se dotakneta. V Blueju se nič ne zgodi po naključju. Tisti trenutek se je zdel kot prerokba. In Indigo, ki se skriva za tistimi vrati z izstreljevalcem žogic, je morda dokaz, da se je to res uresničilo. Joe Broom nikoli ni popolnoma potrdil, da je Mackenzie oče. Vedno obstaja možnost, da je Indigov oče nekdo, ki ga še sploh nismo spoznali. Nekdo, ki pride v Bluejino življenje v prihodnji epizodi. Ampak glede na vse, fizične lastnosti, povešeno uho in leta tihega približevanja med Bluejem in Mackenziem, dokazi kažejo v eno smer bolj kot v katerokoli drugo. Zdaj pa se pogovorimo o tem, kako Indigo dejansko izgleda, saj je njen videz eden najbolj skrbno sestavljenih v celotni seriji. Je mladiček z različnimi odtenki modrega kožuha, temnejšo liso na desnem ušesu, svetlo rjavimi notranjimi ušesi in nekoliko svetlejšim gobčkom. Toda tisto, kar njen videz resnično naredi poseben, je koliko članov družine Hyler lahko opazite v njenih potezah, če pogledate dovolj pozorno. Njen nos je podoben kot pri Trixie, Muffini in Soxy. Njen poševni gobček si deli z Brandy in Bingom. Ima Brandyine šopke las, radlijeve oznake in Bobove bele odtenke. In to upognjeno uho, tista ena podrobnost, ki se vedno znova pojavlja v razpravi o očetu, si deli s Stripom. Ko vse to sešteješ, je Indigo v bistvu živa družinska srečanja. Vsaka veja družinskega drevesa Hillerjev je pustila nekaj v njenem videzu. A lik, ki je najbolj podoben, je Anna Kris. Indigova barvna shema jih povezuje skozi generacije na način, ki se zdi zelo nameren. In poleg vsega tega jo njene vijoličaste pike in rumena notranjost ušes povežejo nazaj z Bli. Ona je hčerka svoje mame. Ampak s seboj nosi celo družino. Zdaj pa se pogovorimo o tem, kakšna bi Indigo lahko bila kot lik. In pravimo morda, ker razen tiste ene kratke scene je še nikoli nismo videli, da bi z nekom dejansko komunicirala. Ampak ta ena scena nam pove več, kot bi si mislili. Dejstvo, da se skriva za vrati z igračo za izstreljevanje žogic in uporablja točno isti trik, kot ga je Bluey uporabila na Banditu pred leti, nakazuje, da je Indigo podedovala materino igrivo in nagajivo plat. Ne stoji tam in ne čaka le, da bo predstavljena. Preži na svojega dedka. Pri 6 letih je Bluey počela točno isto stvar. Tako lahko takoj ugotovimo, da je Indiga energična, ustvarjalna in obožuje dobro igro, prav tako kot njena mama. Ampak tukaj postane zanimivo. Če je Mackenzie res njen oče, bi imela Indiga tudi njegovo mirno in sproščeno naravo, kar bi uravnotežilo Blueyino kaotično energijo, zaradi česar bi bila res zanimiv lik. Nekdo, ki zna načrtovati in biti potrpežljiv kot Mackenzie, hkrati pa točno ve, kdaj sprožiti zasedo z izstreljevalcem žogic kot Bluey. Zdaj pa je tukaj teorija, o kateri se splača razmisliti. Broom je namignil na možnost, da bi v prihodnjih sezonah like postarali, saj pravi, da bi bilo nekaj res prisrčnega v tem, da bi predstavili nove mlajše like, medtem ko bi bila Bluey in Bingo starejša. In če se to zgodi, bi lahko postalo zelo zanimivo. Predstavljajte si najstniško Bluey, ki se spopada s srednjo šolo, novimi prijateljstvi in vsemi zapletenimi občutki, ki pridejo z odraščanjem. Njena ustvarjalnost bi se razvijala, njena prijateljstva bi postajala globja. In nekje na tej poti, če je Mackenzie res Indigov oče, bi se med njima nekaj spremenilo. Dva otroka, ki sta zavijala z očmi, ko je Winton rekel, da se bosta nekoč poročila, bi na koncu res pristala skupaj. Najstniška sezona Bluey bi lahko bila prav tam, kjer bi to začeli opazovati. In tisti mali kužek za vrati bi se zdel kot vrhunec nečesa, kar je serija ves čas potiho gradila.